Spoštovane zadružnice, spoštovani zadružniki. En prav lep pozdrav vsem tukaj na tem že 43. posvetu Zadružne zveze Slovenije. Na začetku bi pa najprej čestital, danes je dan žena, iskrene čestitke vsem vam, spoštovane žene in matere. Torej res na ta dan nekako smo danes tukaj skupaj in res iskrene čestitke. Aplavz za vse naše žene tukaj. Naše srečanje v Portorožu je ponavadi kar bolj kot ne prazničnega značaja. Po eni strani seveda imamo pomembne strokovne teme, ki so seveda pomembne za vse nas, po drugi strani je pa to tudi druženje. In to srečanje v Portorožu imamo kot kar nekakšen praznik. Tako kot če doma ali v domačem krogu organiziramo nek dogodek, je lepo, da povabimo goste. In če gosti pridejo, smo veseli. Torej, če bi povabili, pa nihče ne bi prišel, bi bilo žalostno na slovesnosti. In mi smo tudi danes povabili veliko število gostov in lahko rečem, da so se res v velikem številu odzvali in zato mi dovolite, da jih tudi prav lepo pozdravim. Najprej ministra za gospodarstvo, gospoda Zdravka Počivalška. Lep pozdrav. Med nami je tudi gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, magister Tanja Strniša. Lep pozdrav tudi gospodu Lisec Tomažu, predsedniku odbora za kmetijstvo Državnega zbora Republike Slovenije. Z nami so tudi poslanci Državnega zbora, gospod Simon Zajc, Bojan Podkrajšek, Vojka Šergan in Iva Dimic. Lepo pozdravljam vse skupaj. Povabili smo tudi pomembne goste iz tujine. Slovenija namreč vpeta v to skupno kmetijsko politiko in nekako smo poskušali povabiti in so tudi se našemu povabilu odzvali nekako tisti najbolj odgovorni. Najprej pozdrav Žibertusu Šiltusu, asistentu direktorja direktoratu DJ Agri. Lep pozdrav. Mogoče, če kdo ostane tudi, da vidijo, ker ljudje ne poznajo, kdo je kdo. Potem lep pozdrav mojemu prijatelju Tomasu Magnusonu, predsedniku Kodžeke Evropskega združenja zadrug. Pozdravljam dr. Aleksandra Bühla, člana uprave Bavarske zadružne zveze. Lep pozdrav gospodu Cvetku Zupančiču, predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pozdravljam predsednico zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Anko Lipušček-Miklavič. Najavil se je tudi Franci But, pa ga ne vidim, ga ni. Prihaja? No, bomo pa potem pozdravili. Lep pozdrav gospodu Marku Zidanšku, predsedniku Slovenske ljudske stranke, sodelavci. Pozdravljam dr. Jožeta Podgorška, varuha odnosov verige preskrbe s hrano. Iz zamejstva je z nami gospod Franc Fabec, predsednik Kmečke zveze Trc. Lepo pozdravljen. In še en prav posebej lep pozdrav tudi našim prijateljem iz držav Zahodnega Balkana, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Tu je kot predstavnica Zadružne zveze Hrvatske Ilda Stanojević, sodelavci. Ilda, kje si? Ildo že poznamo, verjetno, ne? Potem lep pozdrav predsedniku Srbske zadružne zveze Nikola Mihajlović, sodelavci. In pa tudi našemu dolgoletnemu prijatelju Radislavu Jovanovu, torej Zadružna zveza Vojvodine in pa vsem sodelavcem njegovim. Cilj in namen letošnjega posveta je, da nekako spregovorimo o aktualnem stanju v slovenskem kmetijstvu in pa tudi o evropskem kmetijstvu v teh spremenjenih gospodarskih razmerah. Takšen je tudi naslov. Politična kriza povzroča gospodarsko krizo, gospodarska kriza povzroča to, da so težave tudi v kmetijstvu, od ruske krize, severnoafriške politične krize, Daljni vzhod, Bližnji vzhod, težave so vedno večje, tudi ne vidimo kmalu izhoda vsega tega. Nažalost, največje breme vseh teh problemov nosi ravno kmetijstvo Evropske unije in s tem seveda tudi slovensko kmetijstvo.
Slovensko kmetijstvo je še posebej prizadeto, kajti slovenska kmetija je v povprečju 5-krat manjša od povprečja evropske kmetije in v povprečju naše kmetije so nekako 85% v območjih z omejenimi dejavniki, tako da smo še toliko bolj občutljivi. Po drugi strani smo zadovoljni, da zadružništvo postaja vrednota v tej slovenski družbi. V evropskem prostoru je zadružništvo bila vrednota že desetletja nazaj. Pri nas pa, če se spomnimo tam v 90-ih letih, kako smo se zadruge borile za obstoj. Nekako nismo vedeli, ali bomo preživeli ali ne, ni bilo podpore ne javnosti, ne politike, ne medijev in res lahko smo ponosni, da smo vse to preživeli. Da zadruge danes kljub hudi globalni konkurenci, kljub izjemno neugodnemu okolju tukaj v slovenskem prostoru, smo uspele preživeti in tudi danes pokrivamo nekako 80% vsega inputa in outputa v slovenskem kmetijstvu. Pomembno je to, da se danes ustanavljajo zadruge na različnih področjih. Torej, ko nekdo govori o zadrugah v slovenskem prostoru, ponavadi vsi najprej pomislimo na kmetijske zadruge. Te smo res nekako najbolj obsežne, najbolj razvite. Me pa zelo veseli, ko v okviru te vladne skupine, ki jo je vlada ustanovila v začetku leta 2015, nekako videvamo veliko število mladih z drugih nekmetijskih področij. Tudi na zadružni zvezi lahko rečem, da tedensko prihajajo mladi, ki se zanimajo, kako ustanavljati zadruge in mi pri tem tudi seveda z veseljem pomagamo. Tako da iz tega mesta se zahvalim Vladi Republike Slovenije, kajti po dolgih letih lahko rečem, imamo neko dejansko podporo in vidimo tudi nekako razvoj zadružništva. Torej, javno mnenje je pozitivno do zadrug, tudi mnenje medijev in pa tudi seveda lepo je tudi, da politika nekako načelno podpira, kar pa ne pomeni, da zdaj nam ne bo treba več delati. Mi moramo delati, trdo delati, vendar če pa politična volja, da se tudi določena zakonodaja pregleda, spremeni, seveda je pa tudi pomembno. Ta leta do sedaj smo bili priče, da je v zakonodaji, v glavnem, smo bile zadruge zapostavljene. Marsikdaj, ko bi morale kaj dobiti, pa nismo dobile. Zdaj se trudimo v tej smeri, da bi tako kot podobno imajo razvite evropske države, zadruge bile deležne tudi določenih pozitivnih zadev, sploh kar se tiče davčnih olajšav, kajti zadruge, jaz mislim, da vsi vemo, da so to neke vrste socialna podjetja in kot taka bi bilo prav, da imamo tudi neke davčne olajšave. S sprejetjem druge novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo se je tudi stanje za zadruge nekoliko izboljšalo, še vedno, kot sem rekel, trudimo in borimo za oblikovanje ustreznega podpornega okolja za zadružništvo, smo na dobri poti, vendar nas še kar nekaj dela čaka. Omeniti moram zadružno revizijo. Zadružna revizija v krogu zadružne zveze odlično delovala, velika večina zadrug se je posluževala ravno naše zadružne revizije, čeprav ni bilo nujno. Zadruge ste se lahko odločale kakorkoli, vendar velika večina se odloča za zadružno revizijo, ker smo bili cenovno ugodni, ker smo bili korektni, ker smo zadeve temeljito pogledali in naši strokovnjaki so bili na voljo vam zadrugam tekom celega leta. Ne samo 14 dni revizija, potem zadruga plače, pa nas ni več. Kadarkoli je bil problem, so bili naši revizori na razpolago. In tu jaz mislim, da bi to neskladje bilo potrebno odpraviti in tudi nekatere težave, ki se v nekaterih zadrugah pojavljajo, tudi iz tega izvirajo, ker ocenjujemo, če bi bil pravočasno nadzor ali pa svetovanje, potem bi tudi se kakšnega problema prej izognili. V tem času, v tej prvi polovici leta je pred nami kar nekaj pomembnih razpisov s programa razvoja podeželja, verjetno bo gospod minister Dejan Židan o tem kaj bolj pozorno spregovoril. Jaz bi opozoril na tiste probleme, na katere smo kot zadružna zveza opozarjali. V tem novem programu razvoja podeželja 2014-2020 smo videli, da so nekako prizadete male hribovske kmetije. Glejte, mi, kot sem že prej povedal, slovenska kmetija je toliko manjša, kmetje delajo v težjih pogojih. Ena kmetija 50-15 hektarska v hribih, torej če ne bo deležna neke podpore, vprašanje, če bo preživela. To, da pa bo mlajša generacija, tako kot je starejša generacija, iz ljubezni do zemlje, iz nekega odnosa do svojih prednikov obdelovala tiste hribe, če od tega ne bo imela nič ali pa izgubo, je pa težko pričakovati.
In zdaj tisti čas, kjer smo tudi neke spremembe potem v dogovoru z ministrstvom uspeli nekako dogovoriti, to je zdaj posredovano v Bruselj, jaz upam, da bo to tudi sprejeto, pač neke podpore po hektarju travinja za hribovske kmetije, da bi tudi te hribovske kmetije tudi prišle na kakšen razpis, da bi se lahko prijavile. Tudi ne vem, če nekdo, velike ravninske kmetije so bile mnogokrat deležne raznih podpor, te male kmetije niso nikoli bile, ker je vedno bilo rečeno, ekonomska računica se ne izide. Jaz pravim, če se ekonomska računica izide, se pol ne rabim, pol ne rabimo mi tega. Ravno tam je problem, ker ekonomska računica ne kaže pozitivnega rezultata. Tako da tu smo, mislim, da z ministrstvom dobre zadeve dogovorili, samo potrebno je to, da na ravni Evropske unije, da je to tudi sprejeto. Lansko leto je bilo, kar se tiče vremenskih pogojev, odlično. Takega leta že dolgo ne pomnimo, za katerokoli področje kmetijstva gledamo. Kar se tiče pa cen, pa take katastrofe še nismo doživeli. V tako kratkem času tako obupno velik padec cen mleka, mesa in vseh ostalih proizvodov. Tudi podpore tega več ne more nadomeščati. Dotaknil bi se mleka mogoče. Če ne bo tukaj neke jasne vizije tudi v okviru Evropske unije, se bojim, da bodo te hribovske manjše kmetije prenehale s proizvodnjo mleka. Slovenija je pa seveda glavno je travinje, glavna je proizvodnja mleka in ne spomnim se kmetije, kjer so krave šle hleva, da bi potem še enkrat prišle nazaj. Jaz se ne spomnim, če kdo ve, me naj spomne, ker to je nepovratni proces. In zdaj je še čas, da tukaj kaj napravimo. Kljub vsem tem kriznim zadevam lahko rečem, da smo slovenske zadruge v povprečju nekako dosti ugodno poslovale, večina zadrug posluje pozitivno. Zdaj za 2015 še nimamo popolnoma verodostojnih podatkov, ampak ocena je, da smo, kar se tiče višine prometa, nekje na ravni 2014, kar smatram kot uspeh, glede na padec cen mleka, padec marž, glede na manjši zaslužek zadrug. Torej, če je nizka cena mleka, kmet komaj poplača položnice, tiste osnovne stvari, ni denarja za nabavo nekih drugih stvari. Zato ocenjujem, da smo zadruge kljub tem težkim razmeram dokaj dobro poslovale. Seveda moram pa upozoriti na medsebojno sodelovanje zadrug. Mi smo kot zadružna zveza v preteklosti že kar nekaj projektov dali na mizo. Vendar je tako med nami zadrugami je tako, ko nam gre relativno v redu, ne rabimo nobenega, smo sami sebi zadosti. Takrat, ko je kriza, potem nekako nas prisili, da se malo bolj povezujemo. Mi smo torej v preteklosti, kar je bilo teh kapitalskih povezav, kar nekaj smo jih uspešno izpeljali, potem se je to nekako ustavilo. Kar se tiče povezovanja blagovnih tokov, imamo nekaj večjih zadrug, ki so nekaj uspele. Ne bi zdaj poimensko katere zadruge našteval, da ne bi se kdo čutil zapostavljenega. Ne vem, ena večja zadruga na področju mineralnih gnojil, semenskega blaga, druga na področju recimo gradbenega materijala. Večkrat sem poskušal tudi te večje zadruge nekako skupaj za isto mizo, pa da bi te blagovne tokove nekako prepletli, vendar nekako, kot sem rekel, dokler mi ne gre preveč hudo, bom jaz raje sam, tako pač je to razmišljanje. Smo pa nekako tudi v tem vidu, nekaj let nazaj preko Deželne banke nekako se odločili, da gremo v prevzem Semenarne Ljubljana, kot nekega podjetja z neko dolgoletno tradicijo, letos praznuje 110 let, to je mogoče neka simbolika. Vi se spomnite zadružne kmetijske družbe, ki je dosegla lepe uspehe, potem prišla v težave in tisti zadnjo delovanje, kar je bilo, je potem šlo kot rodovita v Semenarno. Semenarna je pod tujim lastništvom, glavno so italijanski lastniki in pa KD Group, zašla v izjemno hude težave. Takrat je bila varianta torej ali stečaj ali poskušamo reševati. Odločili smo se v okviru banke, da poskušamo reševati. Po 2 letih ugotavljamo, da Semenarna že pozitivno posluje, poslovanje zadrug Semenarno se povečuje in v Semenarni vidimo lahko neko novo jedro povezovanja slovenskih zadrug. Seveda ne moramo pričakovati, da bo to od danes do jutri, od letos na drugo leto vse skupaj uspelo, čutimo pa, da zadruge vedno bolj Semenarno Ljubljana jemljajo kot svoje podjetje. In zdaj, če pogledamo 350 zadružnih trgovin, kmetijske, tehnične, živilske, na eni strani, na drugi strani 40 trgovin Semenarne, se mi zdi to res že en tak sistem, ki je prisoten praktično v vsaki slovenski vasi. In tu na tem bomo gradili, imamo pripravljene že konkretne projekte in bomo v čim krajšem času tudi se usedli skupaj in dali zadeve na mizo. Torej, s tem bi želeli vzpostaviti eno res tako globalno trgovsko mrežo.
V nadaljevanju želimo vzpostaviti zadružno blagovno znamko. Ko se peljemo po Nemčiji, pa vidimo trgovine Raiffeisen pa Raiffeisen znak, pa vidimo, da smučari nosijo nekateri na čeladah te znake in delajo reklamo za Raiffeisen sistem, vemo, kaj to pomeni. Mi smo že 12 let nazaj imeli na mizi predlog ene celostne blagovne znamke slovenskega zadružnega sistema, ampak nekako takrat ni bilo prave volje, da bi se tega podstopili. Mogoče je zdaj čas in trenutek, da to začnemo, da vzpostavimo zdaj tudi, ko vidimo, da hrana postaja neka vrednota, da slovenski potrošnik išče slovensko hrano in če kdo smo slovenske zadruge tiste, ki lahko zagotavljamo, da prodajamo kvalitetno slovensko hrano. Nobena v naših zadrug ne hodi čez mejo kupovati robe in jo voziti v Slovenijo. Torej 80% vsega, kar se tukaj proizvede, odkupimo mi in seveda, če bomo znali to potrošniku povedati in pa prek pravilne promocije tudi predstaviti, sem prepričan, da bo potrošnik to kupoval. Zadnje tedne sem bil praktično skoraj v vseh vaših zadrugah na upravnih odborih s predsedniki, direktorji in ponekod je nekaj skepse glede promocije in pa seveda posod je izpostavljena problem cene mleka in mesa. Danes država ne more zapirati meje. Edino za promocijo lahko mi potrošnika prepričamo, da bo iskal in kupoval slovensko blago. Kaj napravi promocija, lahko vidimo na primeru paradižnika Luž, ta primer rad dam za primerjavo, ker je za primerno promocijo in pa vse tudi kvaliteto bila dosežena dvakrat višja cena kot za katerikoli drug paradižnik. Seveda ne delam si iluzije, da bomo mi na vseh drugih področjih uspeli doseči dvakrat višjo ceno. Strokovna ocena pa je, da lahko pa 20 do 30% višjo ceno pa dosežemo, če mi potrošniku povemo, gledajte, to je slovensko, domače, ta solata je bila včeraj na njivi, danes je tukaj na krožniku. In na tem mislim, da moramo delati in tudi z tega mesta bi rekel res, da dajmo sprejeti, torej zakon je sprejet, mislim, da je dober zakon, nekaj bo treba prispevati, pol bo dala država in tukaj mislim, da je lahko neka zgodba o uspehu, saj hrane imamo v Sloveniji, mi lahko praktično vse prodamo tukaj, razen mleka, mogoče jajc, perutnine, ostalo lahko prodamo tukaj, če bomo potrošnika v to prepričali. Na drugi strani je pa tudi pomembno to, da vsi trgovci v Sloveniji danes govorijo, da imajo slovensko. 5, 6 ali pa 10 let nazaj nihče ni govoril slovensko. Danes vsi, Tuš, Mercator, ne vem, Spar, Lidl, Hofer, vsi. Ali je to res slovensko ali ni, pač je treba vedeti. Tu je treba pač z ministrom se dogovarjamo, kako bo treba te zadeve nadzirati. Torej, zdaj to vprašanje, če je neko tele bilo skoteno v Romuniji, zaklano v Avstriji, pol pri nas pa piše slovensko. In so take problemi, ki jih moramo na nek način razrešiti in potrošniku pravilno nekako povedati. Danes popoldne podpisujemo tukaj Zadružna zveza in pa poslovni sistem Mercator sporazum o krepitvi sodelovanja in podpore slovenskemu kmetijstvu. Lansko leto smo celo leto vodili Zadružna zveza trda pogajanja vsemi večjimi trgovci, Tuš, Mercator, Spar. Z Mercatorjem smo nekako najbolj prepleteni. Takrat, ko je bila menjava lastništva, je bilo zelo sporno, ali bomo še ali ne bomo delovali. Potem se je v drugi polovici leta so se pogajanja obrnila v boljšo smer, dosegli smo dober konsens tako na področju franšize, kot tudi glede odkupa sadja in zelenjave, tako da tu vidimo velike možnosti, zavedamo se, da smo partner v verigi in da moramo sodelovati. Dejstvo je, da glede na to, koliko hrane zadruge odkupimo, tudi če bi mi trgovine vse povezali, mi sami tega ne moramo prodati in smo vezani na velike trgovske sisteme in v tem smislu pač bomo, torej z Mercator ena zgodba, z ostalimi trgovci pa tudi lahko rečem, da imamo zdaj neke korektne dogovore. Torej, slovenska lokalno predelana hrana postaja vedno bolj prepoznavna. V mnogih zadružnih trgovinah, ko grem, vidim, imate te kotičke za domačo hrano, potem tudi v Kalija trgovinah od semenarne tudi te kotičke postavljamo, ljudje radi kupujejo to blago, čeravno je nekoliko dražje, tako da to vidimo res eno veliko možnost za prodajo tega kvalitetnega slovenskega blaga. Opozoril bi še na eno zadevo, sprememba zakona o javnem naročanju, imamo novi zakon, je dober zakon, dolga leta smo se za to borili in pogajali, tako da zdaj ta zakon omogoča torej, da odgovorni za nabavo v javnih zavodih v čim večji meri kupujejo slovensko blago, vendar je pa potrebno tu še veliko angažiranja vas samih, spoštovani predsedniki, direktorji, da vzpostavite osebne kontakte s temi, ki naročajo. Če zakon dopušča, to še ne pomeni, da bo zdaj odgovorni v nekem javnem zavodu avtomatsko to naročil. Kjer je potrebno, lahko tudi pridemo zraven, pomagamo dogovarjati
in to se obrne 150 milijonov denarja za to hrano v javnih zavodih v celotnem slovenskem prostoru. Še eno zadevo, da opozorim, sadje zelenjava, področje zelenjave, velika prilika za manjše kmetije, že na nekaj hektarjih lahko postavimo delovno mesto, jutri imamo tukaj okroglo mizo, ki se nanaša na kako odpirati nova delovna mesta na podeželju, ravno zelenjava je velika prilika. Mi imamo zdaj celo verigo pokrito, torej sporazume z velikimi trgovci, ki so pripravljeni vse odkupiti, kar imamo. Zadruge, ki organizirajo proizvodno, zbornico in svetovalno službo, ki zna kmetu svetovati. In vsi moramo kmete poskušati prepričati, da v te dejavnosti tudi čim bolj gredo, tam pač, kjer ni možnost za neke druge zadeve. Seveda, truditi se moramo, da ohranjamo kmetijska zemljišča za pridelavo hrane, to mislim, da naš minister in pa ministrstvo vsa leta se močno prizadeva. Mogoče še, kar se lesa tiče, smo zadruge seveda tudi pomembno odkupovalec. Ko sem bil zdaj po zadrugah, sem videl, da ste močno povečali odkup lesa. Žalostno je seveda to, da mi sami nimamo predelovalne industrije, to mi je škoda, ampak gledajte, stanje je takšno, kot je. Bo mogoče samo spomnil, v 90-ih letih, ko je bila privatizacija, smo v mnogih primerih zadruge želeli, da bi privatizirali kakšne, torej zadružno olastnili kakšne obrate. Ni bilo nobene možnosti. Večina teh obratov je propadlo. Na drugi strani pa dam za zgleden obrat naša zadruga Sora Žiri, ki je z malega obrata začela, danes je pa ena najboljših lesnih obratov v Sloveniji, poznana tudi po tujini, v zadružni lasti. Kot en lep primer, kaj pomeni zadružno lastništvo. Mogoče še glede banke, nisem še nič rekel, vse poznate, smo uspešno dokapitalizirali, ostaja v slovenski lasti, velike napore smo vložili v to, vidimo, da vse ostale banke v glavnem so bile lastniki razlaščeni zaradi slabega delovanja, veliko davkoplačevalskega denarja smo dali v te banke, prodane bodo tujcem v glavnem, mi vztrajamo, da je naša deželna banka ostane slovenska, saj je izjemno pomembna razvoj kmetijstva podeželja za naše kmete, za naše zadruge. Skratka, da zaključim, mislim, da smo v teh letih spostavili en močan zadružni sistem od zadrug na terenu do zadružnega sistema na vrhu, nekako zadružna zveza, kapitalska zadruga, deželna banka, seminarna, tudi najpomembnejši kmetijski medij, kmečki glas na koncu konca sodi v ta sistem, bolj da je tukaj, kot da bi bil v nekih tujih rokah, tako da imamo podlago, da lahko v prihodnosti marsikaj skupno opravimo, je pa vse odvisno od nas. To je pač zadruga je prostovoljno združenje, torej kmet v zadrugi sodeluje ali ne, isto je članstvo zadrug v zadružni zvezi. Nihče ne more in ne želi nikogar v nič prisiliti. Imamo dobre projekte, dali jih bomo na mizo in se priporočamo res za dobro sodelovanje. Hvala lepa vsem.